Vsem lep pozdrav v teh duhovno, duševno, fizično, poslovno žgočih časih. Se nas dotika, ko človek gre po mestu, ko se sprehajamo, ko smo doma, zgleda, da je vse normalno, da je vse lepo. V resnici na drugih nivojih, na drugi strani se pa dogajajo stvari, ki se jih noben od nas ne želi. No, v tem duhu bi vas najprej pozdravil na teh dveh nivojih. Na enem nivoju je vse v redu, na drugem nivoju pa ni nič v redu. Začnemo najprej z našim zapisnikom, upam, da ste ga dobili. Tisti, ki ste uspeli zapisnik prebrati, bi želel od vas morda informacijo, ali ima kdo kakšno pripombo na poslan zapisnik, in če ima pripombo, naj dvigne roko, naj pove, naj vključi mikrofon. Tako da bom jaz počakal kakšno minutko. Zdajle nas je 48 na Zoomu, 11 trenutno na Facebooku, smo se ravno kar priključili. In pa tlele nas je v studiu, kdo bo preštel, ker sprot prihajamo. Lepo prosim. 16, v redu. Tako za naslednji zapisnik, toliko da vemo, koliko nas je pri potrditvi. V redu, se pravi, zapisnik je od prejšnjega srečanja sprejet. Hvala lepa za to potrditev. Potem gremo pa z našim programom nekako naprej. In sicer kratka predstavitev šolskega seznama, ki sem ga odbil včeraj in moram reči, da me je skoraj dotolkel, ko sem to videl, prebral. Stopi v veljavo 14.9.21. Za kak seznam gre? Gre za popis otrok v šolah, osnovnošolskih otrok, srednješolskih otrok. Vsi učitelji in vsi profesorji so ta seznam dobili od ravnateljev in od NIJZ-ja, ki je prišel ta seznam. V glavnem to vsi sprejemajo tiho, ubogljivo, razen seveda nekaterih izobraženih ljudi, ki vejo, zakaj gre. Ostali so pač ponižni in ubogajo za svoje preživetje, ne vejo pa, da je to pravzaprav poguba za vse. Razen redkih učitelji, profesorji in ostalo šolsko osebje, gluho uboga vodstvo šole, čeprav gre za neznosno kršitev povezano z osebnimi podatki naših otrok. Jaz sem prejšnji teden govoril o enem seznamu oziroma o enem formularju, ki sem ga tudi v tem mailu vsem članom društva poslal, kjer gre za prepoved rabe osebnih podatkov. Dajte ta formular izpolniti za vašega otroka in ga poslati priporočeno s povratnico v šolo. Gre za grobo kršitev povezano z osebnimi podatki, ki so namenjeni zgolj za šolanje otrok. Vsi podatki iz teh tabel, ki so jih zdajle dobili učitelji, bodo pa posredovani izven šole. Gre za utilitarizem brez primere. Kaj pravzaprav utilitarizem pomeni? To je filozofski izraz, po katerem je osnova in merilo človekovega delovanja in moralnega vrednotenja predvsem korist. In vemo, zakaj nas cepijo. Zaradi svojih koristi. Vsak izmed vas si pa naj slika zadevo naprej, kakšne koristi so v ozadju. Vsi vemo, kakšne. Pragmatično delovanje naše države je tisto, po kateri je resnično to, kar je za posameznika koristno. Se pravi, lahko je koristno altruistično ali pa egoistično. In v tem primeru gre pravzaprav za državni egoizem. Pismo, ki sem ga dobil, bi ga rad z vami podelil. Sem ga sicer tudi objavil, ampak ga bom tukaj še enkrat prebral, preden začnemo z naslednjo temo.
Spoštovani starši, sem učiteljica in mama 3 otrok. Ne bom nadolgo o tem, kako sem v svojem delovnem okolju osamljena med ljudmi, ki še vedno trdno verjamejo v medijski resnici in sem edina črna ovca, ki sprašujem, se upiram in močno izstopam. Sem pa zelo nemočna, razen da med svojimi urami pod nobenim pogojem ne zahtevam mask in skušam dijake ozaveščati. Danes pa sem se kot razredničarka, sem od ravnatelja dobila tabelo, ob kateri sem se zgrozila. Pošiljam vam jo v vednost, ker enostavno morate starši vedeti, kaj se trenutno v šoli deli, brez vaše vednosti seveda. Upam, da kdo zaradi tega zažene vik in krik. Jaz ga bom, če bo treba, prosila, da me zamenjajo na mesto razredničarke, ker te tabele v nobenem primeru ne mislim izpolnjevati. Navodilo, ki sem ga prejela, glasi: razredniki pozdravljeni. Do torka 14.9.2021 mi vsak razrednik izpolni priloženo datoteko za svoj razred. Stolpce JKLM pustite prazne, datoteke morajo biti točno te, ne kake uvožene iz e-asistenta ali usermate, to je izrecna zahteva NIJZ-ja. Ta naloga, razredniki, je obvezna. Če teh tabel nimamo in pride do karantene, bom od razrednika zahteval izpolnjeno tabelo v 2 ali 3 urah, ne glede na to, ali ima razrednik takrat pouk, ali je sobota ali je nedelja, ker moramo to zelo hitro, isti dan, poslati na NIJZ, ki potem na podlagi tega uradno odredi karantene. Starši, poglejte, kaj vse v teh tabelah NIJZ zahteva. Jaz kot profesorica se ne spomnim, da bi kdaj dala razrednikom svojih otrok dovoljenje, da vse naše podatke delijo naprej zunanjim inštitucijam. Tudi se ne spomnim, da bi kakšno soglasje v tem zvezi s tem dobila od staršev svojih dijakov. Žalostno, v kakšnem svetu živimo. Toliko v vednost vam in pravnikom, morda kdaj pride prav. Ostanimo povezani, lep pozdrav vsem. Komentiral ne bom, v zvezi s tem ničesar, ker mislim, da če smo kolikor tolikor prisebni v teh časih, da vemo, kaj se s podatki da početi. Vemo, kakšni so nameni za naše otroke, o tem se že govori, vendar nekateri starši še kar upajo, da je šola to, kar je bila, ali pričakujejo, da bo nekaj, kar ni več. Šola je prisilni zavod, šola je v bistvu nek zavod za prisilno vzgojo, za borbo proti virusu, ki ga jaz nisem videl, ki ga nisem občutil, ki ga občutim samo preko odlokov, preko ukrepov, ki so neživljenjski in posegajo vsako družbeno celico našega življenja. To kvari naše odnose na vseh področjih, na delovnem področju, na šolskem področju, družinskem področju. Najhuje je pa, ko se razdeli družina. In tema današnjega časa je odnos do sočloveka. Gospod Rajko Škarič je z menoj, nekateri ga že poznate, vsi tisti, ki ste z nami na novo, vas prav lepo pozdravljam in vam želim, da bi se med nami vsaj tukaj počutili prijetno, med razumnimi ljudmi, med ljudmi, ki smo dovolj izobraženi, da vemo, zakaj gre.
Zavedam se, da vsi, ki ste zapeljani z medijsko kampanjo in ste se šli cepiti zaradi tega, da boste pili kavico, zaradi tega, da boste šli se na Hrvaško kopati, ali zaradi kakšnih drugih nizkotnih materialističnih razlogov, se ponovno vprašajte, kakšen je smisel vašega življenja. Mi naš smisel poznamo, vemo in za njim stojimo. Rajko, lepo pozdravljen med nami. Pozdravljeni. V teh odnosih, dovoliš, da se usedem, da ti da malo več prostora. Evo, tako, ja. Se pravi, odnos do sočloveka v današnjem času, aktualna tematika, šola, vrtec, družina, delovno okolje, družba na splošno, tudi nakupovanje, če hočeš, kakorkoli, odnos do varnostnikov, odnos do direktorjev, ravnateljev, skratka, celostno življenjsko okolje. Kakšen je tvoj odgovor? To je taka kompleksna, izjemno težka tematika, če bi jo hotel zdaj do podrobnosti razdelati, ampak bom probal biti čim bolj enostaven. Spet bom izviral iz sebe. Tukaj je vse odvisno od tega, kakšen odnos do sebe gradim, oziroma kakšen odnos sem do sebe vzpostavljal celo življenje. Ne bom govoril zdaj zadnji mesec, 2, 3, 4, 5, tako naprej. Govorimo o nekem obdobju v življenju, ko sem imel možnost sebe spoznavati in kontaktirati sam sabo. Danes dejansko opažamo, da je vse več ljudi, ki pogrešajo ta kontakt s sabo, ker so prišli v neko situacijo, ko je treba pač odreagirati na način, ki nam ni ustaljen, ni po nekih vzorcih, se pravi, ni neka ustaljena zadeva in se spreminjajo stvari tako korenito in tako, bi rekel, brutalno se spreminjajo, da od nas zahtevajo neke odločitve, ki jih v življenju nismo sploh imeli v mislih, konec koncev. Nekateri ljudje so danes skozi svoje življenje dokaj krute odločitve, so morali sodelovati z nekimi odločitvami, biti z nekimi odločitvami v kontaktu sami sabo in vejo, kaj to pomeni. Nekateri ljudje so dejansko prišli do tega, da ta odnos sami sabo pogreša in se kaj zgodi? Zgodi se pravzaprav to, da v nekem kontaktu z varnostnikom, ali pa v nekem kontaktu z nekim učiteljem, ravnateljem, kot starš recimo, do otroka in tako naprej, pridemo v situacijo, ker se moramo danes v tem trenutku pa zdaj nekaj odločiti. To, kar si prej rekel uvodoma, mi se zdaj odločamo dejansko o biti ali ne biti. Ne bi šel v neko hujšo formulacijo, ampak nekaterim pomeni tista matična dolžnost živeti. Dejansko ta matična zadeva dolžnost živeti, kot ena srčika našega življenja, je nekaterim pač taka, kakršna je, ko se tudi lahko odločajo, ampak morajo tudi prevzeti odgovornost za to. In se mi zdi, da danes pravzaprav v tem stanju, v tej, tudi to, kar smo vodoma prebrali s temi seznami in z vsem tem, kar se zdaj dejansko igrajo, oni dejansko te korake, korak na korak dejansko na nek način peljejo in hodijo po neki poti, mi pa to pot sledimo. Če sem jaz tukaj prisoten sam sabo, jaz te poti ne bom sledil, ker jo niti nočem, niti ni to moja pot. Je pa res, da je odvisna in da dejansko pogojuje moje življenje. In tukaj je zdaj odvisno, koliko bo te kritične mase, da bomo to pot zbrali, tako kot jo čutimo, povesti, zavestno, duševno, kakorkoli hočemo pač z nekim matičnim, srčnim, svojo srčiko dejansko speljati tisto, za kar smo pravzaprav na ta svet tudi po mojem prišli. Veš kaj, oprosti, da te prekinem, pripeljal se mi do točke, ko smo se prej pogovarjala, da obstajajo ljudje, oziroma človek, vzemiva v prvi osebi ednine, človek z velikim Č in človek z malim Č. Ja. Meni je bila ta formulacija tvoja fenomenalna, pa bi želel, da jo podeliš mogoče tudi z vsemi ostalimi. Ja. To je tisto, kar sem se omenila in to je tudi neka ljudem je to lažje dojeti, sem videl tudi iz različnih predavanj, različnih delavnic. Tisti ljudje, ki so imeli dejansko neke obveznosti in so bili zasedeni, non-stop zasedeni in se jim je kradlo čas, so dovolili sebi krajo časa, tudi to smo vsi, vsak od nas je imel to izkušnjo v življenju, ko ti tukaj kradejo čas, da ti pravzaprav pozabiš na sebe. To je
potem stanje neke bolezni, totalne odsotnosti, nekih nesreč in tako naprej, ker takrat, ko si brez energije, se ti zgodi, kar hočeš, ker so te pokradli. Niti ne veš, da so te pokradli z mediji, s propagando, v službi, z nadurami, z nizkimi plačami, z vsemi možnimi stiskami, ki smo jih doživljali že do zdaj in so jih doživljali še naši prednamci na podoben način. Prihaja zdaj dejansko do tega, da tisti ljudje, ki so daleč od sebe, niso v prisotnosti in so dejansko z ogromnim primanjkljajem energije, jaz pravim temu človek z malim č. Zakaj? Ker ta človek z malim č postane v neki vlogi, postane v neki funkciji, vlogi, postane direktor, postane oče, postane mati, postane direktor, postane nek človek, ki je odgovoren za nekaj, ampak on je odsoten dejansko. In ti ljudje potem ne počnejo čisto nič drugega kot normativno to, kar se jim reče, to potem te ukaze tudi izpolnjujejo. Človek z velikim č je pa nekdo, ki je zelo zavesten, ki je prisoten, ker ga ne moreš kar tako po svoje peljati, ker bo za neko odločitev si pač ali vzel čas ali bo na neki podlagi določenih svojih življenjskih izkušenj in določenih vizij vseeno odreagiral, mogoče popolnoma drugače kot 1000 drugih, ki so nekje v neki organizaciji ali pa kakorkoli pač gledano. Človek z malim č ali pa človek z velikim č je velika razlika. Velika razlika. Ja, iskreno, človek z velikim č išče, on se poglablja, on raziskuje, njemu ni vseeno do sebe. Če meni ni vseeno do sebe, pa mi tudi ni vseeno do tebe in do ostalih in do narave. Če meni vseeno do sebe, potem smo tam, da smo zelo z malim č človek, če sem bil dost jasen. Dovolj, dovolj. Propaganda teče v zadnjih dneh zelo močna, občuti se na vseh področjih, gre za neke vrste šikaniranje in deljenje ljudi na cepljene, na necepljene, na testirane, na netestirane, na tiste, ki se iz družbe izločajo zaradi tega in tisti, ki se vključujejo zaradi drugih stvari, kar je nedopustno z mojega vidika. Sicer je zmeraj bilo to, ampak ne tako na tak brutalen način, kot se to dogaja. In pa seveda opazka naše vlade, da pametni ljudje se cepijo, da vsi ostali smo pa nori, a ne? Kako bi ti komentiral to v obliki velikega in malega č, politično, recimo? Jaz sem zvedel, da zdravniki študirajo 6 let medicino in ne delajo raziskovalnih nalog. Ti zdravniki naredi raziskovalno nalogo, prej ali slej zamenja poklic, zato ker ko raziskuje, vidi vse možne napake. Zato vzgajajo zdravnike samo v poslušne kljukce in to zame niso izobraženi ljudje, ampak tehnično usposobljeni ljudje, brez da bi kakorkoli razmišljali ali poglabljali svoje znanje tudi na drugih področjih. Kaj meniš o teh ljudeh? Ker zdaj najbolj vpliva ta zdravstvena, bom rekel, mafija na nas. Jaz bi ta odgovor zajel malo globje v preteklost. Oziroma malo globje, kar globoko v preteklost. To, kar smo že na prvem srečanju rekli, to je tisti odnos do sebe, tam mislim, da so to omenjala, gre za to, da oni v svojem scenariju morajo deliti. Morajo. Oni delijo zaradi tega, da prihaja do konfliktov, da prihaja do napetosti, da dejansko na nek način vedno vzpostavljajo neke margine, levi, desni, gor, dol, pametni, nepametni. Skratka, teh delitev imamo podobno kot yin yang. Samo da yin yang je pač neko ravnovesje, tukaj gre pa za nasprotja in dejansko ustvarjati nasprotja z neko napetostjo, ki potem lahko prihaja tudi do konflikta, ker drugače konflikta sploh ne bi bilo. Ljudje nimajo te potrebe, da bi se tolkali med sabo, ampak če se pa pač neka filozofija najde, v katero verjamemo, se bomo pa klofali. In tukaj nasedemo pač na določene zgodbe, ki so jih vzorčno zelo doterali. In to doteravanje s najboljšo možno stroko, ki so jo pobrali, podkupili, to počnejo, že desetletja, stoletja. In mi smo pravzaprav zdaj v njihovi igri, ker bi morali spoznati, da te igre se ne gremo več, mislim, ker vsi govorimo, dajmo se nekaj naučiti iz zgodovine. A mi se nič nismo naučili iz zgodovine, pa ti isti peljejo to zgodovino že ne vem koliko časa. In da ne bomo imeli taborišč, da se ne bomo šli, ne vem, če se vse. Pa teh pandemij je bilo zdaj že toliko, da vemo, kakšni scenariji so bili, pa spet nasedamo na isto zgodbo. Zakaj? Zato, ker smo deljeni. Ker če bi bili enotni, potem se to ne bi mogli tako igrati. In zdaj se dejansko pogovarjamo, da se dvignemo v neko celoto, zaresno celoto, da odreagiramo svojo zavestjo
Ker naša zvest je tista moč, ki prevladuje in tista moč, ki se jo oni dejansko tudi bojijo. Ozaveščen človek je problem, zato z vsemi možnimi načini gradijo rušenje te osebnosti. In seveda, če sem jaz zrušen, potem ne morem imeti človeške odnose pelati. In v masi, in posamično, kar vemo tudi z različnimi elektronskimi in ostalimi zadevami, kaj počnejo in kaj bojo še počeli. In to je spet vse zapisano. Vse to so zadeve, ki niso neka tajna. In zdaj, če se vrnem na tisto, kar si prej vprašal, se moramo mi dejansko malo vprašati, kdo smo mi. Mislim, da tukaj manjka to vprašanje in temu se zelo izogibajo, da bi do tega prišli. Ker zakaj gre? O odnosih, ko se pogovarjamo o odnosih, jaz ne rabim psihoterapeuta, jaz ne rabim sociologa, jaz ne rabim nobenega za odnos do sebe, do otroka, do družine. Če imam neke probleme, bom že nekako probal z neko skupino ljudi in tako naprej to prečistiti, ampak ne rabim formulacije, ne rabim citiranje Rimljanov, Grkov in ne vem koga še vse, ker smo mi tukaj v tem trenutku zdaj in ne rabim mogoče tvoj nasvet, pa nasvet prijatelja, soseda. Če iščem, bom našel. In smo se mi dejansko zaprli v neko lupino in verjamemo tej njihovi stroki. Njihova stroka sploh ne dela v korist človeka, niti nikoli ni delala v korist človeka, niti v korist narave. Zato imamo zastrupljeno hrano, zato imamo zastrupljeno vodo, zato imamo zastrupljen zrak, zato imamo zastrupljene odnose, vse imamo zastrupljeno, ker nikoli ni bilo delano v korist človeka. To je bila samo gluma, to je bila fenomenalna igra. In to zdaj dojeti, v to se spustiti, človek z velikim č ima to prednost. Da ve, zakaj gre. Človek z malim č je pa nažalost, jih je kar precej in vedno jih je tudi bilo veliko, ampak to še ne pomeni, da on ne more preiti v veliki č. On se more odločiti, ne more ga noben prisiliti v to, ne more ga sosed, niti otrok, niti starš prisiliti v to, niti ga noben učitelj ne bo silil v to, ampak se bo on moral sam odločiti, ali se še vedno igra po tej igri, ali bo ta vzorc spremenil in bo igral svojo igro, tisto, ki mu je dana. In jaz mislim, tako kot smo že tudi na enem srečanju rekli, mi imamo v sebi dejansko čut, ki ga lahko zanemarimo ali pa ne. Če poslušamo sebe v tistem primarnem kodu, slišimo sebe, se pravi Rajko sliši sebe, ne Rajkota, Rajko sliši sebe in ko sliši sebe, dejansko takrat kontaktira, mislim, da z najbolj mogočnim učiteljem, ki je tisti, po kateri poti je pač treba iti. Ali ti misliš, Rajko, da je ta čas, ki ga recimo imenujemo en poseben čas prehoda v neke druge nivoje, narejen tako namensko, da nam krade čas z bremenitvami, dnevnimi bremenitvami, da se nimamo časa več ukvarjati in vprašati, kdo sem jaz, kaj sem jaz. Se nimamo več časa vprašati, kaj je z mojim otrokom. Da nam ta bolečina, ti ukrepi, ki so kruti, ki nas omejujejo pri vsakodnevnem delu, jemljajo toliko časa, da nas odtujujejo od samih sebe in da v bistvu na ta način človek proda najprej svojo, seveda, misel, potem dušo in potem še telo. Kaj bi na to rekel? To je zdaj že ena taka, jaz bi rekel, že neka taka zdrajsana oblika, ki je v vseh medijih pa povsod že pisana na tak ali pa drugačen način, to že večina ve, da se to dogaja. Zdaj tisto, kar bi mogoče neko piko na i dal na to, je spet vprašanje, kaj se bomo mi odločili pri tem. Jaz imam občutek, da se človek ne more odločiti, če nima potrebe. Potreba mora biti zgrajena znotraj sebe. Tvoja potreba mogoče ni popolnoma enaka kot moja, ampak v isto smer gre. Ampak ta potreba mora biti toliko izoblikovana, da se iz te potrebe rodi interes. Ta interes se zdaj rodi, da ti iščeš, da analiziraš, da se pogovarjaš, da vložiš energijo v to, kar potem tudi z akcijo potrdiš. Akcija je pa dejansko končna odločitev. Ker do odločitve ne more nekdo priti, če sebe ne pozna in nima nobenega odnosa za sebe. Takrat bo povzel neko tretjo odločitev nekoga desetega, ki se je odločil. Nekdo se bo pač odločil, da bo zdaj, ne vem, granitne kocke metal v parlament. In zdaj se bo nekdo odločil, da bo to isto počel brez tega, da on čuti, katera smer je ta prava, je to njegova, je to nekoga tretjega. In imam občutek, da je to neka pot, ki se mora zgraditi na osebnem prepričanju,
na tistem lastnem prepričanju in tam se najdejo ljudje, ki bodo, to ne bo ogromno ljudi, to bo masa dejansko prisotnih, ki ne bo velika, ampak ta kritična masa je ta prava pol. To je tista masa, ki bo svetla in privabila še ostale zraven, ker bo imela v sebi tisto srčiko, bo imela v sebi tisto hrano, ki jo toliko pogrešamo. Bo imela in odnos, bo imela ljubezen, bo imela neko neustavljivo moč, ki jo ne more ustaviti nihče, ker s to brezpogojnostjo lahko prideš do srca v srca. Tam ni obrambnega mehanizma. Z brezpogojno ljubeznijo, ki jo zdaj težko razložimo, ker vprašanje, koliko nas je sploh kontaktirali s tem, ampak moramo priti do te stopnje, ker to, kar si rekel, prehiti v neko drugo frekvenco, v neko drugo stanje, ne moramo priti, če se ne bomo tega lotili in bo vsak sebe kot posameznika vložil noter. To se ne zgodi samo od sebe, da smo mi poklicani v neko dimenzijo, kar zdaj nekateri opisujejo. To se ne zgodi. Mi moramo priti do te dimenzije, da se povežemo in ustvarjamo ta korak, da lahko prebijemo to matriko, te črnine, tega mračnjaštva, v katerem smo. Zdi se mi, da na odnose do sočloveka, odnosa do sebe, zelo močno vpliva v tem času etika, morala in pravo. Imam občutek v zadnjih 2 letih, da je pravo izgubilo kompas, da je pravo izgubilo moralo in etiko in da vse, kar je napisano in skozi stoletja zgrajeno v odnosih, ki se ravno skozi to, kar je prav in ni prav, kaže skozi pravo, da se je v zadnjih 2 letih sesulo v prah. In da se ponovno iščemo in da govorimo sedaj o odnosih, ki so se popolnoma sesuli zaradi tega, ker odgovorni, ki bi morali za to skrbeti, ki so za to plačani iz naše strani, iz davkoplačevalskega denarja, ki nas vodijo skozi pravne labirinte, recimo temu tako, da je to vse nekam izginilo in da se neka siva pot, neka siva politika udejanja. Ljudje pa še vedno poznamo ustavo, poznamo naše pravice, vemo, kaj prav ne še iz preteklosti, naenkrat se to sesuva v prah. Kako pa to vpliva na odnose, ko ti priješ pri delodajalca in mu poveš, to je zakon, to je prav, v odnosu do delodajalca, on ti pa reče, ti moraš pa tako ubogati in delati. Nima pa zato nobenega dokaza. Tako kot si rekel, znanost danes na eni strani in znanost na drugi strani. Mi imamo dokaze, da je naš imunski sistem odlična zadeva, boljše kot kakršnokoli cepivo, ker nikoli ne veš, kaj je noter, kje te zadane, da imamo dokaze, da je zdrava hrana boljša, kakor tablete in tako naprej. V tem odnosu, kam bi ti umestil ta čas in kakšno rešitev bi lahko dal? Definitivno je ta zgodba že iz preteklosti. Se pravi, prikazano je vedno nekaj, delalo se je vedno nekaj drugega. Tuje nam je bilo, da smo opažali neko dvojnost vse čas. Govorimo eno, delamo drugo. Politika dela eno, oziroma govori eno, dela drugo. Opažali smo tudi pred desetletji, da se dogaja nekaj, kar ni naše, da se nekdo uriva v ta prostor, da spreminjajo neke odnose, da posegajo v neke odnose, v gozdove, v vode in tako naprej. To ni zdaj ta nov način, ampak je ta način že preizkušen in spet bo ponovljen, ker bojo to prej vse realizirali. In ta pojem brutalnosti, ko jih omenjamo, ta pojem brutalnosti je mogoče še nežen, glede na to, kaj počnejo. Oni ne upoštevajo ničesar. Mi moramo priti do tega, da oni ne upoštevajo absolutno ničesar. Tudi te odloki so nekaj, kar ne upoštevajo. Če ni pravne podlage, zakaj je pa sploh ta odlok, če nima pravne podlage? Ampak poskušajo in ustrahujejo, promovirajo in uspe jim, vse jim uspe. Vse konc koncev za to maso, ki je mali č, ne rabiš velik. On bo odreagiral, ker je pač navajen odreagirati in biti priden. Zdaj biti priden, ta pojem je pri nas zelo aktualen. In zdaj, kaj je zanimivo? Zanimivo je to, da mnogi, to vidimo recimo iz teh srečanj, veliko skupin smo imeli, tudi stroka recimo, vse stroke, ki so bile prisotne na naših predavanjih, ti povejo, da nekaj ne štima. Oni čutijo, da nekaj ne štima, ampak to ne vsi. V tej stroki so ljudje, z velikim č, človek, in mu nekaj ne štima. On čuti, da nekaj ne funkcionira in zdaj išče, kako bi on nekaj realiziral, nekaj vseeno v tem okolju speljal, kako bi do sočloveka bil pošten,
kako bi bil z nekim odnosom do učenca, do dijaka, študenta ali do bolnika, do starostnika in tako naprej. In dejansko ugotavlja, da to zelo težko naredi, ker je nekdo gorka vedno nekaj reže, vedno nekaj prikroji, vedno nekaj spremeni in tako naprej. In mi dejansko moramo, to ni več časa, ne? Mi moramo dejansko dojeti, da tisti, ki ima, če imaš, lahko daš. Če nimaš, nimaš kaj dati. To je ena zadeva. Druga zadeva, da stroko, ko nam nekdo razlaga, ja, nisi strokovnjak, pa kaj me briga, če nisem strokovnjak, če imam odnos, da nekaj ne štima. Če čutim, da nekaj ne štima, potem ne rabim biti strokovnjak, da čutim, da me nekdo napenja, da me okrog prinaša in da me žali. Ne rabim biti sploh strokovnjak za to. Da nam je nekdo prodal državo in da država Slovenija ne obstaja, ampak da je to Slovenija DO, ne rabim nobenega strokovnjaka, ki bi me zdaj prepričal, pa jaz, da sem strokovnjak, da ugotovim, da nekaj ne štima. In znotraj tega bi se moral dejansko ta kritičen sloj, ta kritična masa zauzeti za to, da, to, ko smo zadnjič rekli, da neke rešitve damo pred njimi. In to je edina rešitev. Zdaj ta moč, ta denar, ta neskončna bogatstva, ki ga imajo in s čemer razpolagajo, oni imajo moč, denar, materialno imajo vse, nimajo duše, nimajo ljubezni, nimajo sočutja, nimajo čuječnosti. Tam smo mi tisti, ki to imamo in oni to niti ne rabijo, koncev niti ne potrebujejo. Samo vedno se je v zgodovini pokazalo, da dejansko ta stopnja ta stopnja odnosa je izjemno pomembna v tem nekem danem trenutku, da se lahko zleze na nekaj bolj pozitivnega in da se vidi svetloba na koncu tunela. Ne z denarjem, z milijardami in s posojili, ampak dejansko s tem odnosom, da se vidi. Veš kaj, včeraj sem naletel na en članek iz leta 2016 in sem se seznanil z neko novo informacijo, ki pač do zdaj nisem imel, da obstaja v Sloveniji konferenca, Svetovna konferenca Slovenije. To je eno društvo, ki združuje vse Slovence po vsem svetu. In so imeli že tako imenovano 9. konferenco zdravnikov v letu 2016 in pravijo, na tem srečanju je bila tema: politika je največja težava slovenskega zdravstva, minister za zdravje pa le virtualni minister. To se zdaj še kako kaže v teh odnosih političnih. Z vrha se preliva ta odnos tudi na nižje strukture, na zdravnike in pristane pa na plečih državljanov. Ta virtualni minister, ki pravzaprav nima besede, ampak samo ena papiga, ki dobi pač navodila in mora te stvari početi. Zgleda, da se je ta zadeva dogajala že nekaj časa kot vaja, kot uvajanje v to zadevo, ki smo jo pač sedaj deležni. In takrat je bil v nekem času tudi minister, gospod Bručan, in je zapisal tako, meni je bila ta izjava fenomenalna: na delovnem mestu si kot uvati, na funkciji ministra se pa napadi vrstijo. Da, minister naj bo zdravnik, a mora biti tudi politik in menedžer. Pomembna zadeva so tudi sodelavci. Vsi zaposleni so politično opredeljeni. Tu so tudi sindikati, politično vodijo sindikat, ki so si že iz časov pred 30 leti. Politiko vodijo prek zavarovalnice, to, kar si sedaj rekel, da denar vodi vse skupaj, ne? In to je osnovna težava. Ne vodi politike znanost, ne vodi politika morala, etika, ampak zavarovalnice. Minister tu nima prav posebne vloge, tako pravi Andrej Bručan. Občutek imam, da politika zavira razvoj zdravstva. Brez politike ne gre, a morala bi biti zainteresirana, da vodi dobro zdravstvo. Kaj bi morali narediti pred 5-6 leti, da danes do tega ne bi prišlo? Mislim, da 5-6 let nazaj ne bi nič pomenilo, če bi karkoli naredili. Bolj se pogovarjamo 20-30 let nazaj, če ne še celo več. Takrat bi bilo treba... Sicer ta scenarij je šel, jaz dejansko še vedno in takrat in danes je ta kritična masa teh ljudi človek z velikim Č. Teh je v teh skupinah premalo, oziroma očitno ustvarjajo, producirajo iz velikega Č mali Č, ustvarjajo dejansko neko maso pridnih izvrševalcev svojih ukazov, akcij iz določenih agent. In znotraj tega je premalo bilo tistega upora, če sploh lahko nek argument, ker je bila ta moč odločanja, da so te lahko rezali, da so lahko s tabo delali kar hoče, kar tudi danes poskušajo in delajo to, ne?
v vsakem trenutku te lahko nekdo odpele, odnese, prvošče si praktično vse in ta brutalnost, ki smo jo predhodno omenili, je to dejansko že v dotiku tukaj z nami, ker mi, dokler smo brali novice v Ameriki, v Avstraliji, to je bilo nekje daleč. Zdaj, ko so te zadeve tukaj pri nas, ker že takrat bi lahko odreagirali, že takrat bi se lahko marsikaj dogajalo in se je dogajalo, ampak mogoče rabimo to izkušnjo, mogoče rabimo res neko stisko, da se stvar zgodi, da se potem, tako kot je marsikaj rečeno, moraš dno dotakniti, da se odbiješ, pa da se potem... V nekem Facebook zapisu si napisal stavek, če se imaš, se lahko daš. Bi lahko o tem kaj več povedal? Ja, to je tisto, kar sem prej omenil, recimo, če se imaš, se lahko daš, to je spet pogojevanje, ne? Če se imaš, se lahko daš. Ne? Se pravi, če nimaš energije niti zase, potem ne moreš ne družbi, ne družini nobeno dati nič, ker te ni. Ljudje, ki se imajo in se lahko dajo, teh ni veliko, je tudi veliko manipulantov tukaj, ki to odglumijo, to so njihovi troli, ki jih ustavljajo tudi v društvu, nevladne organizacije in povsod. Dejansko je to en tak odnos med spet našo lastno zavestjo in mano, ker jaz sam vem, koliko se lahko dam. Tukaj ni ocene, da bi me nekdo ocenjeval, tukaj ni ocene, da bi bil na nekem izpitu, koliko si pa koliko nisi. Ne, vsak posameznik pri sebi dejansko lahko začuti, koliko se ima, da se lahko da. To so razni prostovoljci, recimo, kar se ne more dati, če te ni. To so različne stroke, ki se dajo, ker če nimaš, se ne moreš dati. So pa določene stroke in določene zadeve, ker se lahko daš tudi, če se nimaš. In take imajo oni zelo radi. Se pravi, bod robot, bod racionalnež, opusti vse, kar je... Se boš pa tabletko dobil, da se boš boljš počutil, ne? Če te boli, boš pa 2 tabletki dobil še, ne? Da se boš boljš počutil. Sam delaj, ne? In potem, ko se boš sesul in ko boš dejansko prišel v totalen podn, ne? Se posamezniki zbudijo in potem grejo holistiku, ne? Ker so slišali, da tam se pa lahko pozdravi, ne? Ker je pa situacija resna. Zdaj, ta holistik mu razlaga, malo zavesti, pa gor podavljam, te ta prav belo gleda, ker ne ve, kaj to pomeni, ker je ves čas delal s tistim, nimam se, pa se bom dal. Ne, pregoro boš. Ti se moraš imeti, da se lahko daš. In dejansko v danem trenutku začnemo dojemati pomembnost tega stavka. Ne? Samo takrat, če se imaš, se lahko daš. In danes mislim, da je precej ljudi, ki to ugotavlja pri sebi in se motivira, da se lahko da. Težko je reči zdaj, koliko nas je, ampak trdim po tem, kar poznam in v okolju, s katerim komuniciramo, da je kar precej ljudi, ki so zdaj prestopili to, da se dela na sebi, da če se bo imel, se bo lahko dal in se dejansko ljudje aktivirajo na ta način, da so sebe preusmerili dejansko v svoj kanal, v tistem svojem kanalu smo pa vsi enotni. Ko si v svojem kanalu, takrat smo vsi enotni. Ker moj kanal in tvoj kanal sta isti vir. Če pa nekdo ta vir zmotil, oziroma da je ta vir preklical, ga je razcepil z raznimi zdaj trenutno temi pecivi, ne? Če ga je razcepil, ne moreš biti več pri sebi, ker si prišel do tega, da te je nekdo razdelil. In temu se še celo reče terapija, ne? Terapija razcepljenja. Zgodilo se je, da je neka dama, 45 let stara, seveda se je odločila za svoj življenjski cilj, da se bo cepila, verjame stroki. Njihovi stroki? Ja, njihovi stroki, tako je, hvala, ker si me popravi. Bistvena razlika, njihovi stroki, tako je. In 14 dni po tistem se je vnelo oko, na eno oko povsem slepa, potem na drugo oko se je spet začelo nekaj delati, tako da poleg raznih drugih težav in učinkov tega cepiva, ki ga ona ne povezuje s cepivom, nikoli ni imela gospa nobenih problemov, nobenih težav, ampak ker se je sama odločila, da se bo dala v to, to si je zadala za cilj, zato da bo rešila določene probleme in omejitve, ki so ji bile postavljene na poti v življenju, se je pa zdaj zgodilo to, da ji zdravje ne služi, da bi te cilje dosegla, hkrati pa jih tudi ne more zaradi tega, ker se mora cepiti drugič, tretjič, četrtič, nositi masko, isto se ji dogaja kot prej. Kako taki ljudje zdaj, ki so zapadli v ta advertising, v to,
v to močno Ta vrtinc. propagando, ta vrtincija, kako iz tega se lahko skopljajo, kaj bi svetoval takim ljudem, ki so zdaj v lastni dilemi, ki so spoznali ali pa spoznavajo ali pa tudi ne bodo, recimo imamo pač različne layerje, različne nivoje spoznanja teh ljudi, kaj bi jim lahko mogoče povedal. Informacije, ki smo jih dobili iz različnih koncev sveta, od različnih ljudi, strokovnjakov, naših strokovnjakov, med drugim tudi Fulmih, recimo, ki je pisal o tem, in s njihovo ekipo, ki je pisal o tem, je dokazano, da tudi medicina ne more kaj preveč narediti in tisti, ki tudi priznajo, da je to cepiv, ne morejo odreagirati. In tukaj mislim, da na sveta ni nobenega. To je pač prevzeti odgovornost in iti po tej poti in se pač srečati s tem, ker mislim, da takrat, ko pride do tega, da si šel v to igro, bi moral se pač pozanimati, kaj to pomeni, pa da tudi iščemo odgovornost. Če si sam podpisal ali nisi podpisal in si pristal na to, mi je prav žal, si pristal. Ne? In zaradi nečesa mi ne pristajamo, ne? In ta nečesa ni neznanka. So naštete točke, na katere ne dobimo odgovora od njihove znanosti. Sprav, naša znanost ima dokaze, ima določene točke, ima določene pravne zadržke, so postavljena vprašanja po celem svetu, se redko kje dobi odgovor, zdaj smo videli v Ameriki in v Avstraliji so nekateri odgovori že prišli in so za njih čisti demant, ne, se pravi, če nimaš dokaznega gradiva, ga ne moreš niti dati. Ali misliš, da recimo ta neodzivnost, ker nimajo odgovora, in to je pač namerno, menim, da je tudi namerno narejeno, da ti nekdo reče, ti bom dal odgovor in ti dal odgovor v obliki zakona, v obliki naloge, v obliki direktive, v obliki ne razmišljaj, ampak samo ubogaj, tako kot se je zgodilo z ravnateljem, ki je zahteval pač dokaze in jih ni dobil. V tej areni, recimo, ki nam jo ponujajo, če hočeš teh iger pa vsega tega sejeti, to se pravi, zame osebno, jaz gledam zdaj to iz sebe, strogo iz sebe, če zadevo ne razumem, jo bom sam raziskal. So pa ljudje, ki tudi ali nimajo časa, ali ne želijo, ali nimajo znanja, ne raziskujejo, ampak slepo verjamejo. In glavnem, tako kot si prej lepo povedal, to so ljudje, ki so zdaj na teh vodilnih mestih, strogo ubogajo in jih ne premakneš niti z vprašanjem morale, niti etike, niti prava, niti odnosov, ki so bili, ampak terajo svojo agendo, če smem tako reči, naprej. Za to areno, v katero nas vabijo, na eni strani nas delijo zdaj na cepljene, pa na necepljene, na pametne, na nepametne, na izobražene, neizobražene. Kdo je tukaj znotraj tega več sebe izgubil in kdo je profitiral? Ja, tisti, ki so, dajmo tako reči, tista naša znanost, ki je večno delala v korist človeka, je nekako svojo vestjo prisotna pri svojem delu in od njega ne odstopa, ker je v korist človeka. On skrbi za tvoje zdravje, njega zanima tvoje počutje, ni mu vseeno, kako se počutiš. Skratka, nek odnos, če smo na tem zdravstvenem nivoju, če smo na agroživilskem, hoče imeti čim bolj ekološko, čim bolj čisto hrano, kakovostno hrano, da mora zdaj ne bi jo etiketiral. Ampak ta naša stroka dejansko ves čas počne nekaj, kar je opozit tistemu, kar njihova stroka hoče. Ne? Ker posegati v hrano z nekimi pesticidom, v odnose z nekimi tabletami, ne vem kaj še se, imaš neke probleme, pa ti pa da pomirjeval. Pa da se malo z mojim vzrokom ukvarjati, to nobenega ne zanima, ne? Od njih ne. Marsikdo iz naše stroke se pa s tem tudi ukvarja, zato so tudi nekateri prišli v nevladne organizacije znotraj nekih svetovalnih skupin in tako naprej, ker išče svojo pot, da sebe, svojo vest udejanji, ker jo mora nekako udejanjiti, kar bo znoril, če tega ne bo počel. Njim pa paše, da bo nekdo malo znoril na vsake tok časa in dejansko kdo profitira. Vsak po svoje profitira. Njihov cilj je uničiti, njihov cilj je rušiti, njihov cilj je zastrupiti. Naš cilj je pa dejansko delati v korist človeka, delati v korist narave, ne rušiti, ravno nasprotno. Se ti zdi, da je vsak ozdravljen pacient izgubljena stranka? Lahko bi rekli tako. Ne bom garantiral, ampak lahko bi rekel, da ja, ker njihov cilj je peti v lekarno, pa se ne futrej, ker konec koncev, ko se bomo pogovarjali tudi o teh področjih, na področju hrane recimo, tam se bomo dotikali tudi teh pesticidov, se bomo dotikali določenih zadev, ki
ki dejansko povzročajo ene strahotne težave, ampak mi smo jih sprejeli kot nekaj normalnega, ker dajmo se malo spomniti, mogoče tudi vsi, ki so prisotni v društvu zdaj, dajmo se malo spomniti obdobja, ko so nam Darwina prodajali. Človek se je razvil iz La. Ja. In potem v celem tem svojem življenju ti ne najdeš nobenega med 4 milijarde, 5 milijard ljudi, nobenega ne najdeš, ki bi se razvil v tem času malo iz la. Iz obstoječega. Ja, mislim, v tem obdobju bi se pa med toliko milijardami pa že nekdo lahko razvil tam iz džungle, pa prišel malo ven, pa rekel, jaz sem bil pa včeraj še la. In take prodaje so bile tako brutalne, dejansko. Mi se še so prvošmo spomenike rušiti iz neke zgodovine, ne glede katerega spomenika se dotikamo. Mi rušimo neko vrednoto, ki je obstajala, naši otroci ne vejo, kaj je bila Slovenija prej, od kje mi sploh izviramo, mi poznamo Rimljane Grke, mislim, non-stop se to po šoli vala. Naši otroci ne poznajo Slovenijo, oni ne poznajo naše zgodovine, oni ne poznajo, kaj se je dogajalo na teh tleh, ker so nam to vzeli in zdaj preurejajo, povsod, ne samo pri nas, preurejajo neko tako zadevo, ker hočejo svojo resnico, kje dajte morala, pa etika, pa pravo, če rečemo, dajte nekaj sred s tem, to je naše, ne? Kdo je zdaj tisto, ki bo filozofiral, nam bo Bruselj nastavljal našo zgodovino. In tukaj smo dejansko nasedli na neke vzorce, ker to se dela za našim hrbtom, se to počne, ne? In ko se to dela za našim hrbtom, dejansko niti ne vemo, da se to dogaja. Ta modrost, ki jo imajo in to neverjetno sposobnost, ki jo imajo oni, so tudi dejansko vse glavne zadeve, ki so se na nekem soodločanju tudi z nevladnimi in ostalimi organizacijami delali med počitnicami. Ljudje niso imeli časa ne pogledati, ne preštudirati material, se dobil tik pred zdajci, nisi mogel odreagirati. To govorimo zdaj iz določenih dogodkov, ki smo bili zraven s svojimi projekti. Tako da nekako je človek že dolg časa vedel, da nekaj ne štima. Ne? In to, kar rečeš, morala in etika, vemo, kaj je. Ne? To je še vedno neko, dajmo reči, nek razvoj, neka prilagajanja nekim vrednotam oziroma nekim stanjem v državi oziroma neki skupnosti. Če pa mi to črtamo, moralo in etiko, in se vprašamo, kaj dejansko po naši vesti čutimo, potem je pa zadeva malo bolj resno. Ne? Ker tudi na čokoladi piše, rad te imam. Ampak ti čutiš to čokolado? In se med ljudmi sprašujemo, rad te imam, ne? To si znamo ponoviti. Kaj to pomeni dejansko? Ali čutim te? A je kakšna razlika? Rad te imam je, to je ena taka splošen pojem, ki piše tudi na čokoladi, rad te imam. Ne? Ampak čutim te pa ne piše na čokoladi. Ne? Pa tudi čutenje med ljudmi, ne, je šlo v to, rad te imam. Ne? Tako kot so Američani nam to prodali 10-krat v roku ene ure, ko film gledaš, so 100-krat ponovili, rad te imam. In to je dejansko vzorc, s katerim smo programirani. Ne? In to menjamo za ljubezen, to menjamo za nekaj globjega, ker etika in moralo lahko jo črtamo, pa se postavimo v tisto primarno kodo, ko rečemo stvarstvo kot tako, nam je dalo čist neke osnovne, 10 osnovnih recimo, temeljev, na katerih bazira marsikaj. In če bi se tega držali tudi zakonodaja, ne bi bilo tako obsežno. Ne? Nas so na teologiji učili razliko med moralo in etiko. In etika so zapovedi pisane od zunaj, ki jih človek mora ponotraniti zaradi solidarnosti do drugih. Morala je pa tisto, ko človek iz svojega iz svojega prepričanja po naravni stvarnosti ravna tako, kot je prav, tako kot ve in čuti, da je prav. Kako bi se ti počutil zdaj, če jaz rečem, da sem odstopil cepivo v tvoje dobro? Podobno kot zdravnik, ki ti na problem da tabletami, da bi se ukvarjal s vzrokom. Koliko je on moralen takrat? Svojo zaprisego, če je zaprisego. Vprašanje je tajno zaprisego, ali je javno zaprisego. In v tistem primeru se pogovarjamo popolnoma identično. Ali obstaja javna in nejavna zaprisega? Ali to obstaja? To, kar smo se pogovarjali že na začetnem delu, ta tajna množica in javna množica. Določeni, jaz ne bom rekel, da so to ljudje. Določene entitete so zaprisegle v določenih tajnih ložah svojo zaprisego. Ne našo zaprisego, oziroma
zaprisego, ki jo imamo po Hipokratu v stroki taki in drugačni, sicer so mnoge stroke z nekimi zaprisegami, ampak zakaj zdaj nekateri uničujejo človeka? Zakaj sodelujejo pri uničevanju človeka? Zakaj so sodelovali že to, da se vprašamo, je eutanazija kot taka, s katero smo se kar nekaj časa ukvarjali, tudi ko sem bil še na tem področju, kar nekaj let smo se ukvarjali s tem, da ali ne, in kaj so argumenti za in proti. In kje je tukaj stroka, mislim, kje je zdaj tukaj tisto primarno, tako površno vse skupaj, da ko se enkrat poglobiš v zadevo, doživiš, da obstaja nek ritem njihovih agent, ki se pelje brezkompromisno. Mene zanima, tlele berem iz enega tvojega slajda, a ne? Tole v črnem okvirju imava še 3-4 minute. Zdi se mi ključno, glede na to, da govorimo o odnosih, najprej, da se zgradiš samega sebe in kot takega se daješ v družini, če nisi sesut ali pa raztreščan in v odnosu do dela in sploh do družbe in vseh omejitev zdaj, a ne, ker smo tako razpolovljeni. Kaj bi v zvezi s tem na koncu, vidim, da je tle ena taka ikona narisana, ki me... Simbol brutalnosti, ne? Simbol brutalnosti, ja, kaj bi o tem kot zaključno temo danes povedal. Potem bi pa prosil Iviljano še za 1 minuto, če je kje tle, Iviljana, če sliši, v zvezi hrane in v zvezi njene hrane in odnosov, kako je ona to doživljala v 2 minutah, če nam bo še to povedala, potem bi to bilo super. Izvoli. Čisto na kratko, mogoče to, veliko teh stvari se danes že povedala, en tak kratek povzetek, če bi temu lahko rekli, je dejansko ohranjanje sebe. Zdaj bo nekdo rekel, kako naj sebe ohranjam, če ne vem, kaj naj naredim. Ne? Ja. Ampak a smo se vprašali, kaj bi hoteli sploh narediti? In srčika vsega tega bi dejansko rekel, da je tista senik in zgoraj, bom po svoje zdaj povedal, noben veter ti ne pomaga, če ne veš, kam pluješ. Danes mnogi pogrešajo, zakaj se ne združujejo razne nevladne organizacije, zakaj so sprti med sabo, zakaj smer ni določena. Smer ni določena, ker imam občutek, da nas na tej poti zelo omejujejo s tem, da oni neki en ukrep pač se izmislijo. Mi se zdaj ukvarjamo s tem ukrepom in zbiramo podpise in hodimo razne shode in tako naprej. To mislim, da je preživeta zadeva. Ne? In tukaj se ne zgodi nič. Zdaj, kje se bo pa zgodilo, kje se je treba dejansko usesti in videti, katero smer gremo, da nam bo ta veter pomagal, ker vetra je kar nekaj. Ne? Noben veter ti ne pomaga, če ne veš, kam pluješ. Ne? In tukaj se morajo najti tisti ljudje, če se bo dal, pa v določeno smer, potem se bo pa že najdel koncept, kako pa kaj. Mislim, da trenutno manjka ta fokus ali pa, da jim reči, neka smer, ki bo reka teče po neki svoji liniji in teče od vrha navzdol in če ti vržeš eno kanto vode noter, kakorkoli jo vržeš proti smeri, kamorkoli jo vržeš v reko, se bo ona prej ali slej preusmerila po toku dol, ker ve, kam teče. Ona ne teče malo tja pa malo sem, ne? In tukaj imamo občutek, da bo treba to reko zdefinirati. V primeru, da bi se Slovenci odločili, združili, ti si rekel, zdaj v tem primeru bi bilo zelo fajn, da bi nekako našli skupen cilj. Kaj, če bi bil skupen cilj državna neposlušnost in totalna ignoranca ukrepov? Kaj misliš, kaj bi se z odnosi v državi zgodilo? Zdaj, beseda ignorance je rečemo temu, malo nedefinirana. Ne? Okay. Ampak ne more reči, recimo, svojo pot, svojo zavestno pot nastavljamo. Svojo zavestno pot, ki gre svojo pot, kar gre svojo pot. To svojo pot pa ne moreš več črtati, nekih bo padel, nekih bo propadel, nekih bo... Ampak točno to. Jaz sem občutek, da je treba dejansko določiti neko pot, v katero se bomo vsi skupaj združili. Pojem svobode je preširok, da rečemo svobode je cilj. Ne, jaz si ne znam predstavljati, kaj pomeni svoboda, ker tudi prej nismo bili svobodni, da se razumemo, ker to, kar je bilo, ne bo več. To, kar smo imeli, ne bomo imeli več. Postavlja se neka nova situacija, v katero je treba sprejeti in spustiti nekatere stvari, kot so se že zadnjič pogovarjali, spustiti nekatere stvari, da se pojavijo neke nove. In tisti, ki so to pripravljeni narediti, bodo sigurno v tem toku ustvarjali glavni tok, pri katerem se bodo potem ostali na nek način
pridružili. Ne bi pa nobenega ignoriral. Ne, oni peljejo svoje. Sej, Kamau ni svoj tok, niti ni to ignoranca. Oni igrajo svojo igro, mi svojo, ker na šahovski tabli igramo lahko samo šah. To je igra, zato je šahovska tabla. Če nekdo pride poker igrati z mano sred šaha, ne mora igrati, ker to ni ne poker, ne šah, ampak tabla je šahovska. In dajmo pa šah igrati, ne? Vse je živo, kar je možno igrati, ampak dejansko igramo tisto, kar smo se odločili. Ne? In imam občutek, da se moramo zdaj dejansko odločiti, katero igro igramo, katero smer gremo, ker vsi imamo zelo sorodne smeri. In tisti, ki niso sigurni, ki se ne morejo dati, pač ne malo počakajo. Ali se ti zdi dobra zamisel v Društvu za srečno življenje Belis kot zaključno misel? Ti zastavim vprašanje iz ustavnega področja, ampak je to vsakodnevno življenje. Noter sta dve področji, o katerih sem že govoril. Je državna samouprava in druga samouprava. Ustava je razdeljena pač na dva dela in v društvu smo se odločili, da društvo in člani gremo to svojo pot, kjer ne bomo igrali pokra, a ne? Tako kot so rekli, da poker je odlična igra, v katerem se ti lahko cepiš, mi to ne želimo in se odločimo, da igramo šah, se pravi to drugo partijo, ki je bolj umirjena, ki je logična, ki pač se lahko 5 potez ve naprej in kjer se lažje zadeva igra, kot pri kartah, na primer, a ne? Ali se ti zdi smiselno, da gremo s člani društva v to smer, ne kot ignorance, ampak gremo kot skupnost, da si med seboj pomagamo? Povedal ti bom primer, poklicala me je gospa, oziroma mož od ene gospe, ki se je znašla v Kranjski Gori, se je znašla sred noči in ker ne želi se igrati pokra, ker igra šah v tem najnem žargonu sedaj, ne, me je mož poklical, ali je kakšen član v Kranjski Gori, sem rekel, seveda je. No in ona je dobila takole prenočišče novega prijatelja in vedela je, da bo prenočila nekje, kjer je bolj sigurno, kot tam, kjer so zahtevali vse mogoče in je mogoče vsa zadeva tudi tako okužena, da bi lahko še kaj fasala. Ne? Tako da mislim, da je prav, da se združujemo, da se moralno podpremo, da smo en z drugim. V tem smislu si mislil, Igor? Ja. Mi na našem koncu delamo na vaških skupnostih. Smo začeli na tem področju in je zelo težko zbrati ljudi, ker se tudi ne poznajo nekateri med sabo, eni so že cepljeni, eni niso, skratka, zelo težko je povezati. Ampak sem prišel tudi na to idejo, da recimo povemo, z katerega konca smo in da dejansko naše člane, ki so mogoče v tej bližini, obvestimo, da se na neko idejo lahko skupaj dobimo, ker tam pa imamo dokaj enoten nastop in igramo vsi šah. In če je to društvo Belis, da ljudje pripadajo tej osnovi, temu statutu in temu cilju, to se pravi namenu in volji, ki je fenomenalno zasnovana, potem se lahko dobimo in v svojih skupnostih, kaj je mogoče Velenje svoje, Koper svoje, ja. da se najdejo ljudje v nekem okraju in tam prakticirajo to svojim življenjskim, rekel, potrebam, ne, z odnosi, in tudi drug drugemu pomagajo. Skratka, skupnost vemo, kaj je. Tukaj v skupnosti pač kreativnost je lahko zelo močna, lahko smo tudi na tem, da pomagamo od skupnosti do skupnosti, kako se te zadeve sploh zasnujejo, kaj so tiste ključne, kaj so ključni parametri, da lahko zafunkcionirajo. Je pa dejstvo, da vsaka skupnost zase bo imela svojo karakteristiko. Ne. Tudi podnebno, da ne govorimo tudi za hrano, za vodo in tako naprej, eni imajo, eni nimajo, skratka, tukaj se bo zelo veliko na tem delalo, ampak dejansko iti to svojo pot, ne moteno iti svojo pot. In vse je še vedno legalno, vse je tako, ko mora biti, samo pusti me, da delam na svoje, razen če me ne omejiš, res, da sem v svoji hiši, ampak pol mislim, da smo z igro zaključeni. To je treba malo prehiteti in dati svoje rešitve. Okay. Hvala lepa za vse tvoje napotke, vse tvoje znanje pridobljeno v mnogih letih v tvojem življenju. Mislim, da smo dobili nekaj dobrih istočnic za delo naprej. Torej, danes, kar sem jaz slišal, je to, da se ne pustim motiti in da grem svojo pot naprej s to svojo vizijo, ki jo lahko širim in v skladu s vsem tem, kar smo postavili, tako da iskrena hvala tebi za to udeležbo, za to tvojo energijo. Zdaj bi pa povabil Iviljano, ki je mene osebno pred 33 leti s svojim odnosom do življenja, s tem tenkočutnim, besednim
ne znam niti povedati, odprla moje srce in ga omehčala na nek način, ker danes, če bi jaz ne bil tukaj, bi bil nekje drugje, v popolnoma drugem svetu in bi se počutil drugače kot danes. Tako da, Iviljana, prosim, izvoli te 2 minuti, da zaključimo to. Imaš 3 minute, ti dam, evo, ker smo že malo prekoračili. Izvoli. Danes si mi presenetil. Sem imela v kuhinji drugo delo. Hvala lepa za, Rajko, za tvojo predavanje. Vedno nekje, ko poslušam karkoli, kar se dogaja zdaj v slovenskem prostoru, vedno se na en način vprašam svojega duha, kaj v danem trenutku lahko jaz kot Iviljana naredim za lepše in boljše medsebojne odnose do sama sebe, do vseh bližnjih. Kaj je tisto, kar bo ta odnos izboljšalo? Da bom delovala za mir, za spravo, da ne bom vnašala nemira v medsebojne odnose. In danes, ko sem bila v Tivoliju in sem se vračala, sem videla nekaj policijskih avtomobilov in policijo v teh avtomobilih. Na en način sem jih blagoslovila. Vem, da delajo delo, za katerega so oni prepričani, da nas varujejo, da varujejo mir v Sloveniji, da se zavzemajo za tisto, kar oni so prepričani, da delajo v danem trenutku nekaj, kar je dobro za vse nas v Sloveniji. In spoštujem njihovo delo. Prepričana sem, da svoboda govora, ki jo imamo vsi po 39. členu Ustave, vsebuje istočasno tudi etiko te svobode govora, kulturo obnašanja, srčno kulturo, spoštovanje drug drugega. Zato svoboda govora, ki jo imamo, ne vključuje tudi nekulturnega govorenja, nekulturnega spoštovanja drugače mislečih ljudi. In zelo je pomembno, da vključimo v te medsebojne odnose srčno kulturo, to najvišjo kulturo, ki jo mora vsak v sebi začutiti in jo tudi podariti vsem bližnjim. Ta srčna kultura je za mene najbolj pomembna. Nobena sodba, nobena jeza, noben prepir, nobena agresija, nobena žalost ne bo rešila te situacije trenutno v Sloveniji. Ampak srčnost, razumevanje, sočutje in spoštovanje najvišje duhovne resnice. Meni osebno je bilo res težko vsem vse odpustiti, ker sem doživela veliko krivic. In vendar sem uspela. Zakaj? Ker sem se jaz tako odločila. Imamo svobodno voljo sovražnika blagosloviti, oziroma neprijatelja, ki je v našem duhu naš sovražnik ali neprijatelj. Imamo svobodno voljo. In to svobodno voljo vedno in povsod lahko živimo, jo darujemo in na ta način bomo prispevali k boljši družbi, k boljšim medsebojnim odnosom. To je ta brezpogojna ljubezen, o kateri moj mož govori, da sem ga naj bi ga jaz učila. Ker mene je vedno motilo v cerkvah, ko sem imel bogoslužje, sem mogla poslušati besede, ki meni osebno niso bile lih najbolj prijazne. Za njih sem bila grešnica, nevrednica, ne bi se kesala, ne vem zakaj, ves čas, vsak dan znova in znova in znova. In pričakujem tudi od nasprotne strani spoštovanje mene kot osebnost, kot otroka, ki sem tukaj na zemlji zato, da živim, da se radostim, da sem srečna.
In če jaz spoštujem bližnjega, pričakujem tudi spoštovanje bližnjega. Če darujem ljubezen in sočutje, pričakujem to ljubezen in sočutje. In če bomo drug drugemu to dajali, bojo naši medsebojni odnosi resnično taki, kot je tudi namen in cilj Društva za srečno življenje, sreča, radost, mir in ljubezen. To bi lahko povedala, če dovoliš. Iskrena Hvala lepa. Ja, iskrena hvala. Tako, bomo naredili kratko pauzo, tako da se dobimo, se pravi, ob 18. uri pa do 19. ure bomo potem nadaljevali. Zaenkrat hvala lepa in se vidimo.